V mariborskem gledališču smo tokrat že 13. izbirali najmariborčane. To se pravi, da tiste ljudi, ki so v minulem letu v Mariboru največ naredili, na pozitivnem pa tudi na negativnem področju. Priznanje že toliko, kam jih pravzaprav nalagate? Na polico doma, svetijo vse. Jaz sem vesel, da sem bil 3-krat izbran za najpolitika v drugem največjem slovenskem mestu in 1-krat za najosebnost. In 4-krat sem bil izbran tako po izboru novinarjev kot občanov, tako to za mene osebno priznanje. Predvsem pa mi je priznanje, da mi je uspelo v Mariboru združiti tako leve kot desne in prepričan sem in upam si trditi in začeti ustvarjati eno pozitivno energijo in pozitivno razmišljanje v tem mestu. Čez leto so vas recimo nekateri novinarji kar, bom rekla, marsikaj pisali, kar sicer s čemer niste bili zadovoljni. Kakšen je potem občutek, recimo, da so vas pa prav novinarji izbrali kot najpolitika? Veste, jaz se ne vtikam in ne želim posebej pozornosti polagati pisanju novinarjev. Včasih so novinarji imeli veliko težo in tudi članki med ljudmi. Danes pa je tudi, če je negativna energija uperjena proti človeku, ki ima pozitivno energijo, pri ljudeh spodbuja pozitivno energijo, tako da sem na nek način zadovoljen. Bili ste presenečeni, ko ste izvedeli, da ste pravzaprav najosebnost Maribora? Ja, bil sem res presenečen. Dobro, meni je bilo res že veselje in pa čast, da sem nominiran med tako eminentno družbo, ampak zdaj ta ponos, ki je ob tej nagradi seveda del ene zgodbe, ki se predvsem pisali fantje z neverjetno energijo, ki nam je dalo mesto in zaradi tega, če dobiš takšno nagrado v svojem rodnem mestu, moraš biti ponosen, jaz sem res ponosen. In kam boste pospravili nagrado? Tole gre v vitrino, prah obljubim, da bom vredno brisal z te vitrine, ne bo žena, hkrati bo pa to seveda nepozaben spomin in nekaj, kar se je zgodilo kot posledica enega trdega dela in ravno zaradi tega vsega sem še posebej vesel in ponosen. Direktor najboljšega podjetja, najdirektor kot direktor in nenazadnje človek, ki je od lanskega leta skušal za 20 kg. Ja. Moje vtisi so pozitivni, gledajte, jaz mislim, da ponavljam to, kar sem že povedal prej na odru. Bolj odgovorno funkcijo zasedaš, bolj moraš biti skromen in ponižen za tega, ker je to zaupana ti odgovornost, ki jo moraš uresničevati. Kako vam je uspelo ob vsem tem delu najti čas za šport? Gledajte to, če si človek tega ne vzame, ne? A veste, en pregovor pravi, ne? Na smrtni pošti še noben ni rekel, da zakaj ni bil več službe. In si moraš vzeti čas za šport, ker pa v službi ni več, ko ni več funkcije. Takrat ti ostane družina, prijatelji in pa ti. In če nisi do takrat našel časa, ga tudi potem ne boš. Kakšen je občutek biti najbolj popularen športnik v mestu? Ja, občutek je vsekakor dober, ne. Pač že nekajkrat sem bil izbran kot najpopularnejši športnik in vsakič je občutek res dober, ker pač se zavedaš, da je za tabo res uspešno leto, da si dosegel en lep rezultat na največjih tekmovanjih, hkrati je pa to seveda spodbuda za naprej, da ne zaspiš na lovorikah in da se poskušaš v prihajajočem letu kar najbolje tudi odrezati. Nagrado za medijsko osebnost sta tokrat dobila 2. Kako si jo boste razdelila? Ja, jaz sem že na odru povedala, da jaz bi dala Sašetu spodnji del, ker on je bolj gospodinski človek, ne? Da bo tu pa tam kak narezek prinesel v studio. Jaz pa ne vem, kaj si bi sam z gornjim delom začela, no? Jaz sem prepričan, da bo to stalo v studiu med 2 Viktorjema. In kdo bo brisal prah? Polonce. Okej, bom. Z veseljem.